Slovenija ima težave z zaklonišči, so ugotovili na obrambnem ministrstvu. Potrdilo ustreznosti je od inšpekcije namreč dobila manj kot desetina vseh slovenskih zaklonišč, kar pomeni, da bi se v varno zaklonišče lahko skrila samo 2% slovenskih državljanov. Še več, skoraj 1000 zaklonišč, kljub vpisu v evidenco, sploh ne obstaja več. Tik ob vhodu v predor pod Grajskim gričem nekaj stopnic in z ograjo zavarovana kovinska vrata. Za njimi pa labirint dolgih hodnikov, po njih nas popelje vodja občinskega oddelka za zaščito in reševanje. Zaklonišče je dolgo kar 1/4 kilometra, delno se nahaja celo pod temelji Ljubljanskega gradu, izgradili so ga pred več kot 50 leti. Največje pomanjkljivosti so pri tesnosti zaklonišča, to pomeni, da zaklonišče ne tesni tako, kot bi moralo. Naslednje pomanjkljivosti so pri zapiralnih sredstvih, niso taka zapiralna sredstva ali so poškodovana, kot so bilo. In pa seveda velik del teh zaklonišč nima ustreznih filtrov ventilacijskih naprav. Pa težave z inštalacijami in celo razpokane stene. Je sanacija sploh možna? V tem trenutku so sanacije tako v skladu s pravilnikom tako zahtevne, da bi bilo to potrebno zagotoviti ogromno finančnih sredstev. Načini vojskovanja so se namreč spremenili, poudarjajo na Morsu, z njimi pa tudi namenska raba zaklonišč, dodaja Robert Kus. Sodobni dve vojni, ki sedaj potekata v Gazi in v Ukrajini, kažeta, da je bistveno, da imajo ljudje objekte, ki jih rešujejo oziroma ščitijo pred bombnimi napadi. Najbolj bistveno pa je, poudarjajo na Morsu, da se v do zdaj povsem neurejeno področje vrača red. Stanje zaklonišč bodo na inšpektoratu znova preverili čez nekaj let.